zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! No, kdo bo pomival posodo? Kamen, škarje, papir. Še enkrat. Kamen, škarje, papir. Tjaša! A imaš novega prijatelja? Ja, to je moj tačko, ki se ga prinesla iz zavetišča, ampak a veš, kaj je zdaj na novo prišel, se malo še boji. Ja, kar Tačko izpusti ga, ne gre po svoje. Poglej, kako je lepo, Bože, kako je Kako si mehek, pa tako zelo prijazen in lep. Pojdi, mlač, pojdi. Adio, tačko. Adio. Joj, Tjaša, kako je luštkan tale tvoj muc. Jaz sem se takoj Miha? zaljubila v Res je. njega. In res tako zelo lepo, da si ga šla iskat v zavetišče. Ampak Miha, Ja, jaz imam tukaj pripravljeno beležko, ker, veš, mislim, jaz ne vem kaj dosti o mačkah, a ne. Še v tisti eni, veš, ker sem hotel telefonsko številko od nje, a ne, ful je bila takšna dobra mačka, veš, blond lase, mini kikelca, zadnjič, ko sem šel v park, ne vem številko od nje, ampak dej, o teh mačkah, ki so pa živali, a ne, me pa tudi ful zanima, a veš, in bi si jaz kaj zapisal, a ti kaj to veš? seveda vem. Si pripravljen? Ja, sem, seveda. Otroci pripravljeni. Pa pojdimo. Veste, mačke so družina iz redu zveri. So najbolj mesojeda družina. Najbolj znan predstavnik je domača mačka, ki jo je človek udomačil pred približno 10.000 leti. A družina mačk obsega tudi vse ostale divje mačke, vključno z velikimi mačkami. Družino delimo na dve poddružini. Prvo spadajo lev, tiger in leopard. To so take velike, a ne? To so velike mačke. V drugo pa spadajo puma, gepard, ris in domača mačka. To so pa malo manjši. Aha. Joj, čakaj, Miha, zdaj sem se nekaj spomnil še. In sicer me zanima, mislim, ti itak vse veš, a ne? Zdaj, te mucke, ki jih ima tudi Tjaša, si rekel, da jih je človek udomačil, a ne? In kdaj jih je udomačil, pa, a veš, mogoče, koliko časa so mačke sploh na zemlji, mislim, med nami? Ja, poslušaj. Prve domače mačke so se pojavile pred približno 25 milijoni let. Wow! Ja, prvo mačko pa naj bi udomačili Egipčani, saj so le-te pomagale pri lovljenju glodavcev. No, danes pa mačke srečamo po vseh kontinentih, tudi v puščavah in v visokogorju. Tudi tam jih najdemo. Puščava in Številne vrste mačk pa so gozdne. So tudi v gozdu. Saj res, se mi je zdelo, da sem jih videl. Joj, tele mucke, to so res tako čuteče živali, res. Pa veš, kako imajo dobro razvite Kremplje? čutila. Čutila. Razvita čutila, ja. Tako je, A veš, Tjaša. Miha? A ne, tačko? Tako je, Tjaša, tako je. Veste, vse mačke imajo zelo dobro razvita čutila. Kremplje, bliskovite reflekse ter varovalno barvo. Mačke imajo tudi zelo razvit sluh in so zelo dobri plenilci. Saj lahko svoje kremplje skrijejo tako, da jih povlečejo nazaj ter skrijejo pod kožo in kožno gubo. S tem zmanjšajo obrabo krempljev, ta sposobnost pa jim omogoča,
da plen zasledujejo v tišini. Mačji kremplji so ukrivljeni, zaradi česar svoj plen lažje zagrabijo. Pripomorejo pa tudi pri boljšemu oprijemu pri plezanju. Aha. Vse mačke, razen največjih, so zaradi svojih močnih krempljev izvrstne plezalke. Zaradi njihove oblike pa so nerodne pri sestopanju. Zato neredko kakšna mačka obtiči na drevesu. Ja, sej res, ja. Ja. Že velikokrat so jih gasilci Ja. iz dreves reševali, ja? Sej res, a ne? Sem jaz zadnjič eno videl, ki je obtičala na drevesu, ampak sem ji potem pomagal iz drevesa dol v gozdu. Ja. Bravo. Ej, Miha, a mačke znajo tudi mogoče plavati ali rabijo rokavčke, tako kot Charlie? Ne rabijo rokavčkov. Ne? Naj vam zaupam, da nekatere mačke tudi dobro plavajo. To so mačke pasme turška van, ja, ki izvirajo iz neposredne bližine jezera Van na vzhodu Turčije. Ok, te mačke plavajo. In imajo zelo rade vodo ter velikokrat plavajo, za razliko od večino drugih pasem oziroma vrst mačk. Ne vem pa, če ste vedeli, da je večina mač samotarskih. Mačke imajo na smrčku in repku žleze, s katerimi označujejo svojo lastnino. Pa še nekaj, veste, mačke so si zelo podobne. Tako so razlike v zgradbi med tigrom in domačo mačko zelo, zelo majhne. Joj, pa tile mačke so tudi zelo velike za spanke. Ja, to pa drži kot pribito. Tačko. Mačke so sicer najbolj aktivne ob zori oziroma ob mraku. Čez dan pa najraje spijo, saj so zaradi nizkega števila znojnic nagnjene k pregrevanju, zaradi česar se ne smejo prenaprezati. Tako da povprečna mačka prespi okoli 15 ur na dan. Wow, to je pa ful velik. 15 Ja. Wow. A kaj pa, a veš mogoče, Miha, koliko je pa največja mačka velika? Ja. Največja vrsta mačke je sibirski tiger, ki lahko zraste do dolžine 3,5 metra in tehta okoli 300 kilogramov. Wow, Ja. tigri so tako zelo veliki in zelo, zelo tehtajo. Še malenkost večji pa zraste liger, ki je križanec med samcem leva in samico tigra. Pa še nisem To slišala. tudi jaz ne, se pravi liger. Zelo podobno kot tiger, ampak ni, ker je liger. Liger. Tako, med samcem Leva in samico tigra, to sem si Tako. zapisal, ja. Joj, ampak neke legende sem se spomnila, ampak sem jo že pozabila. Enkrat si mi je že ti povedal, Miha, Ja. prav o mačkah. Res je, Tjaša. Legenda govori, da naj bi mačke nastale leta 4000 pred našim štetjem, na Noetovi barki. Miši so se kljub božji prepovedi preveč namnožile in odžirale preveč hrane. Noe ni vedel, kaj bi naredil, in med globokim razmišljanjem je božal leva po glavi. Lev je kmalu kihnil in izpljunil par mačk. Točno. Adej, no. Res. Lev je kihnil in Ja, in je izpljunil mačke, in mački sta se takoj lotili dela in pojedle vse miši. mislim, kjere neumnosti, no, To. Miha. To pa še Charlie ve, da se mačke skotijo, ne pa da jih lev izpljuni ven. Da to so neke pravljice za lahko noč. To je Ja. to pravi legenda. Ja, to To je pravi. legenda. Kakšna legenda, no to je kar nekaj. Saj ne veš, morda pa je res bilo tako. Lev je. Ja, in potem sta se te dva poročila mačke in sta imela majhne mačke in je pol- potem skotila. In Ja, po se je ne vem, no. lev še pokakal in so miške pršle ven, kar neki, no. Charlie, vse je možno. Jaz to nič ne verjamem, ampak okej. No, gremo ja naprej. Sedaj pa se bomo bolj osredotočili na domačo mačko. Velja? Domača mačka je domača žival iz družine mačk. In poznamo
kratkodlake in dolgodlake pasme mačk. Domače mačke so po anatomiji podobne ostalim mačkam, z dolgim, gibkim telesom, hitrimi refleksi, ostrimi kremplji in zobmi, ki so prilagojeni za ubijanje manjšega plena. Domače mačke so danes v svetovnem merilu s psi najbolj razširjeni domači ljubljenčki, oziroma v nekaterih državah so celo bolj priljubljene od psov. Wow. Domača mačka je nastala s udomačitvijo divje mačke pred nekje 5000 leti. Male mačke, med katere spadajo tudi domače mačke, za razliko od velikih mačk ne morejo rjoveti, a lahko mijavkajo in predejo. Miha, Charlie, pa otroci, jaz sem pa slišala, da mačke, če padajo z višine, nikoli ne padejo na hrbet, ampak vedno pristanejo na tačkah in se v 2 sekundah zasukajo in lepo pristanejo kot letalo na nogicah. Miha, je to res? Res je, Tjaša, res je, bravo. Se pravi, mačke ne padejo na hrbet, ker lepo pristanejo. To, a ne, prej si rekel, da so mačke ene, da spijo čez dan, a ne? In po noči pa lovijo. Ja. In kaj so pol zdaj, dnevne živali, ali so nočne živali, ali Charlie, kako je s tem? Tako je. Mačke so predvsem nočne živali. Okej. Zato imajo tudi dobro razvite oči, s katerimi lažje vidijo v temi. Mačje oči so namreč precej velike in lahko dobro vidijo v temi. In to jim zelo prav pride pri lovu. Pa naj vam zaupam še to, da kot odličen lovec mora imeti mačka tudi zelo razvit sluh in vonj. Čeprav se pri lovu mačka na voh ne zanaša, z nosom samo preverja hrano in bere sporočila drugih mačk. Mačje čutilo za voh je 30-krat občutljivejše od človeškega. Wow. Tudi glede sluha naj vam povem, da mačke slišijo za 2 oktavi višje tone kot ljudje. Zaznavajo namreč tudi ultrazvočna valovanja. Nizke toni slišijo slabše, zato se bolj odzivajo ženskam kot moškim. Ja, seveda. Pa še ena zanimivost. Dokazano je namreč, da so mačke z modrimi očmi in belimi kožuhi genetsko bolj nagnjene k gluhosti. Pa še nekaj sem se še eno zanimivo spomnila. Brki od mačk, ne? Ja? To pravijo, da so kot nekakšni radarji, da se znajo orientirati potem v prostoru, v temi, kjerkoli so, pa tudi za ravnotežje jih imajo. Ja? Ja. Pa še nekaj, Kaj? 8. avgust je dan mačk. A res, Miha? Ja, tako je, Tjaša. 8. avgust. 8. avgust. Ja. Vsako leto 8. avgusta praznujemo Svetovni dan mačk. Tega pa No, nisem poleg tega pa naj vam še zaupam, da je za mačke tudi zelo pomemben zakon o zaščiti mačk. Saj so mačke v njem končno opredeljene kot čuteča bitja in ne več kot stvari. Moramo vam pa še povedati, da je zapuščenih mačk, tistih, ki so zunaj in nimajo doma, žal vsako leto ogromno. Res preveč. Za mnoge od njih potem poskrbijo v zavetiščih za živali, kjer pa jih oskrbijo tudi do 1500 na leto. Ker pa se vse mačke zelo hitro razmnožujejo, saj mačke v povprečju 2 do 3-krat na leto skoti od 2 do 4 mladiče. Zelo pomembna je sterilizacija oziroma kastracija mačk. Ja, res je, Miha, veš, jaz tudi sem že velikokrat na poti do gozda videl, kakšna legla teh ubožčkov, muc, a ne? Zato vsi tisti, ki imate doma kakšnega mucka, le poskrbite, a ne? Da bodo kastrirani ali pa sterilizirani, ker ti ponovadi jih je toliko veliko, ki se namnožijo in potem nimajo za jesti, pa nobenih noče, sploh tek po gozdu in potem zavetišča pridejo in jim pomagajo. Tako da kastriranje pa
steriliziranje, a ne, Tako. Miha? Res je, Charlie. Veste, ta poseg je zelo pomemben, saj mačke ne morejo imeti več mladičev, kar pomeni, da je manj zapuščenih in zavrženih živali. Zmanjša pa se tudi možnost za razvoj rakavih obolenj pri mačkah. No, poleg sterilizacije in kastracije pa je zelo pomembno tudi čipiranje mačk. Ja. To pomeni, da veterinar s posebno injekcijo vbrizga mikročip pod kožo in če se mucek recimo izgubi, mu lahko s pomočjo tega mikročipa najdemo lastnika in mucka lahko vrnemo nazaj v njegov dom. Ja, dajte res poskrbeti, da bodo mucki tudi čipirani, da če se izgubijo, jih boste dobili nazaj. a Tudi ne? naš tačko je čipiran. Ja. Ja. No, pa ko sem ravno omenil besedo veterinar, Ja, naj kaj je še ta povem, beseda? da so veterinarji zdravniki za živali. Zdravnik za živali, veterinar. Super. Joj, a veš, da smo mi trije zdaj pravi srečneži? A veste zakaj? Ja, zakaj? Zato, ker imamo novega prijatelja, tačka, mačka. Ja. Zato, ker pravijo, da nas mačke naredijo srečnejše in tudi življenje z mačko tudi zmanjša veliko bolezni in pa recimo srčne bolezni in še ostale. Ja, res je, Tjaša. Wow. Veste, bližina mačk znižuje naš stres. Tako obožanje mačke, kot tudi njihovo predenje, ima terapevtske sposobnosti. Frekvenca predenja pa naj bi pozitivno vplivala na naše mišice in kosti. Celo uspeli so dokazati, da je bilo celjenje poškodb hitrejše, ko je človek imel ob sebi mačko. Wow. Naj pa vam še zaupam, da so raziskave pokazale, da v prisotnosti mačjega predenja bolje spimo. Nekateri naj bi ob mački celo spali, mnogo bolje kot v bližini človeka. No, pa tudi otroci, mlajši od 1 leta, ki so izpostavljeni mački, imajo manjšo možnost za razvoj različnih vrst alergij v življenju. Bližina mačke jih ne zaščiti le pred alergijo na mačke, ampak tudi pred razvojem drugih alergij, kot so alergija na prah, cvetni prah in tako podobno. Tudi jaz bom od zdaj naprej bom tudi spal zraven tačka, ne bom Ja. več nič alergij imel, ne, ker jih imam tako veliko. Seveda, morda te, ker pravijo, da so mački zdravniki, morda te zdravnik, maček, taček pozdravi. Tako upam, da me bo. In a veš, kaj sem se zdaj še spomnil, a ne? Nekaj, ker sem že zadnjič, ko smo se v gozdu pogovarjali s prijatelji, to sem si zapomnil, da, a ne, ko si rekla, da nas mačke naredijo srečne, pa potem v nas tudi spodbudijo, a ne, razpoloženja, pa pozitivna čustva. In mene recimo v sreči že samo to, ko včasih pogledam in gledam, kako se mačke umivajo. Ne? So takšne lepe cartkane za gledati, ko se umivajo. In še bolj me pa v sreči in me tudi vedno nasmeji, ko počnejo kakšne vragolije in ko špičajo kakšno neumnost, ja, ker so tako smešne. A ne vse te vragolije, ki jih čez dan izvajajo. Ja. Veste, mačke pa tudi preganjajo občutek osamljenosti. In če si delimo dom z mačko, naj bi to zelo pomagalo v trenutkih, ko se spopadamo z izgubami v življenju. Ali ko smo sami, kajti mačke, kot tudi ostale živali, so naša podpora v težkih časih. Pomagajo nam bolj, kot si mislimo. No, zdaj pa si poglejmo nekaj posnetkov mačk, od katerih se bomo dodobra nasmejali. Ja, pa si poglejmo.
Joj, kako so bili smešni tele mucki. Še mi bomo Ja. našega tačka posneli, Ja, ker je res danes že izvajal vragolije. Ampak rekla si, da si tačka, kam šla iskat že? To sem si pa pozabil V zapisati. zavetišče. Ja, Za zapuščene živali. In če si Zavetišče. tudi vi želite, kakšnega mucka, morda kužka, tudi zajčke imajo kdaj, le obiščite kakšno zavetišče. Lahko pa jim pomagate tako, da jim nesete hrano za te zapuščene živali, kakšne odeje zelo potrebujejo, če ne morete sami posvojiti živali. Drugače pa, če pa posvojite žival, pa to pomeni, da je to ena obveznost, ki traja dolgo časa. Kajti živali ne živijo malo časa, leto ali dve, ampak lahko živijo z nami morda tudi 20 let. Zato se morate zavedati, da boste morali zanje skrbeti vse ta leta, ko bodo z vami. Tudi mi bomo obiskali kakšnega od zavetišča, ne? Seveda. In Bomo šli še odnesli, po kakšnega mačka. ja, pa odnesli Z hrano, pa odejce, veseljem. Ja. da bo vsem živalim tam prijetno. Sedaj pa je čas za igro, a ne? Ja, pejmo. Gremo Pejmo se igrati. Živjo, prijatelji, danes se bomo igrali lisice, kaj rada ješ. Pravila igre so: določimo otroka, ki je lisica. Ostali so piščančki. Piščančki sprašujejo lisico, kaj rada je. Lisica odgovarja vse mogoče stvari. Ko pa reče piščančki, takrat začne loviti. Igra se konča, ko so ujeti vsi. Sir. Lisica, kaj rada ješ? Juho. Lisica, kaj rada ješ? Kosmiče. Lisica, kaj rada ješ? Hranove. Lisica, kaj rada ješ? Konje. Lisica, kaj rada ješ? Kolo. Lisica, kaj rada ješ? Ščančke. Lisica, kaj rada ješ? Krompir. Lisica, kaj rada ješ? Konje. Lisica, kaj rada ješ? Sir. Lisica, kaj rada ješ? Kosmiče. Lisica, kaj rada ješ? Ščančke. Lisica, kaj rada ješ? Sir. Lisica, kaj rada ješ? Žogo. Lisica, kaj rada ješ? Košarko. Lisica, kaj rada ješ? Piščančke. Lisica, kaj rada ješ? Sir. Lisica, kaj rada ješ? Meso. Lisica, kaj rada ješ? Špagete. Lisica, kaj rada ješ? Brokoli. Lisica, kaj rada ješ? Makarone. Lisica, kaj rada ješ? Piščance. Lisica, kaj rada ješ? Kosmiče. Lisica, kaj rada ješ? Cvetačo. Lisica, kaj rada ješ? Žal. Lisica, kaj rada ješ? Kropse. Lisica, kaj rada ješ? Piščančke. Več lisic. Rabijo večjo. Lisica, kaj rada ješ? Klop. Lisica, kaj rada ješ? Kamere. Lisica, kaj rada ješ? Nogomet. Lisica, kaj rada ješ? Piščančke. Lisica, kaj rada ješ? Konje. Lisica, kaj rada ješ? Meso. Lisica,
Danes smo zelo veliko izvedeli o mačkah. In zdaj se naučimo še o vseh teh tudi po angleško. Mačka, cat, cat. Lev, lion, lion. Levinja, lioness, lioness. Jaguar, jaguar, jaguar. Puma pa ima kar 3 različna imena. Cougar, mountain lion and puma. Cougar, mountain lion, puma in še gepard, čida, čida. In ponovimo sedaj še enkrat. Mačka, cat, cat. Lev, lion, lion. Levinja, lioness, lioness. Jaguar, jaguar, jaguar. Puma pa ima kar 3 različna imena. Cougar, mountain lion and puma. Cougar, mountain lion, puma in še gepard, čida, čida. Dobrodošli v Spidijevem kotičku. Spidi nam sporoča, da pridno piše pesmi in snima videospote za mlade talente. Če si želiš pesmi in spota tudi ti, Spidi za to z veseljem poskrbi. Spodaj na ekranu je izpisana številka in naslov Spidija, na katerega se lahko obrnete. S pesmico Muca, maca, macica se nam predstavlja Nuša Lajh. Moje muce ni doma, zopet je na streho šla. Tam je z ljubčko zmenjena, da bosta skupaj mjavkala. Muca se da vrat
Danes se nam bo kot prva zvezdica predstavila Hana. Hana obožuje živali, rada poje in pleše, najraje pa riše. In sedaj vam bo pokazala, kaj vse lepega je narisala. Prvo sliko sem narisala vrtnice, drugo sem narisala mavrica pa rožice, drugo sem narisala 2 sladoleda, tule je pomaranča, tule pa moder je pa breskva, tu so pa rožice pa mala mavrica. Dobili smo posnetek simpatične Aiše, ki bo za vas danes zaplesala. like mithai, like kulfi, rasmalai, pista barfi, sardiyan vich garmi lagdi, jad vi tu mere raah vichon chaldi, yeah, club vich mere kolo langdi, throw it back and bubble up in front of me, everybody trying to figure out your recipe, I'm just trying to get a piece, baby, I know that you wanna get crazy, shorty take it slow then chitty, hey, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi. I know the things that you like. Yeah, hey, tell me how you feel. Looking like a movie star, doing it for reals. Looking like a snack, looking like a whole meal. Gucci and Chanel with your red bottom heels. Ice drip like Bonnie, burning ja tu meri rani. Shawty bad, she my divani Mastani. Light it up, I'm living every day like it's Diwali. Young Tesha, young Shah Rukh, I'm at every party. And you got what I want, it's Sony, पिट्ठी गला करके तू ना जा छड़ के रब तो मैं मंगा तेरा प्यार honey, yeah girl. You know what I'ma say. Hey, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, I know the things that you like. Baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi. Otroci, če pa tudi vi znate kaj posebnega, če znate sestavljati, če znate peti, plesati, igrati, se voziti s kolesom po zadnjem kolesu, karkoli, če znate, pošljite nam na našo Facebook stran in na našo spletno stran ali na mail, ki bo spisan tule spodaj. Ali tudi vi radi ustvarjate? Jaz zelo. In če boste kaj ustvarjali, oziroma tudi kaj iz tega, kar vam jaz pokažem, prosim, pošljite mi slikce na našo Facebook stran, na Instagram ali pa na e-mail naslov pod čarobnim deznikom @gmail.com. Zelo bomo veseli vaših izdelkov. Danes pa bomo ustvarjali takega zajčka, kateremu miga glavica, vidite? Ja, lahko je takole, ali pa malo pomiga. Zelo preprost je za izdelavo. Pripravila sem pa tudi tazga tigrazga mucka, vidite. Kaj potrebujemo? Potrebujemo barvni papir, potem tukaj sem zajčku in mucku narisala oči, brke, smrčka, lahko pa tudi
izdelamo iz papirja ali pa kar tale očesa, ki se jih kupi v trgovini, prilepimo. Ta zajček je roza barve, zdaj bom pa izdelala rjavega. Vzamete barvni papir ali pa pač pobarvate, če ga nimate. Zdaj vzeli bomo približno nekako 5 cm trak, lahko si označite, lahko pa kar poljubno tudi potem izstrižete, takole. Lahko je po dolžini, če bo po dolžini, bo malo večji, če bo pa po širini, bo pa malo manjši. In zdaj, ker si takole označite, to vam lahko pomagajo tudi starši, vas naučijo. Tako, pomagamo si z ravnilom, da imamo potem enako dolg trak in širok, tako da zdaj pa čisto malo prepognemo na sredini, čisto malo probamo dati na sredino, tako da se malo vidi tale črta, do katere bomo peljali en del in drug del. Tako. To smo naredili. Sedaj vzamemo lepilo in eno stran polepimo z lepilom. Takole namažemo, drugo stran pa nalepimo na to, ki je bila polepljena. In to je naš trup, naš trebušček od našega zajčka. Sedaj pa tale zajček bo malo manjši, vidite? Zato bo tudi naša glavica malo manjša. Lahko si pomagamo s kakšnimi krogi, ki jih lahko recimo vzamemo, sicer ta bo malo velik, ker je zajček manjši, zato bom spodnji del obrisala. Glavica bo tudi takale. Zdaj pa potem pa seveda potrebujemo tudi uhlje. Takole, sedaj bomo obrisali. Tako, vidite? Ta stran, ki je narisana, bo na strani, ki se je ne vidi, tako da ni pomembno. Zdaj bomo pa naredili še uhlje, pa približno naredimo sredino kroga. Kako bomo pa zdaj vedeli, da bodo enaka? Recimo, damo takole prstek tudi tukaj na sredino in okrog prstka narišemo takole take črtice. Sedaj pa še k tej črti, tako, in bomo uhlje dali na stran. Tako. In od tukaj bomo narisali zajčkove uhlje. Narišemo, tako, približno enake in to izstrižemo. Tako, naša glavica je izstrižena. Kaj pa še potrebuje zajček potem? Se pravi, tačke, nogice. Nogice bomo pa tudi pogledali, da bodo tako široke, kot je tale naš trup oziroma trebušček, zato približno tudi tu značimo, kako široke naj bodo. Zdaj, nogice bomo izstrigli najprej en tak kvadratek oziroma pravokotnik. Lahko kvadrat, lahko pravokotnik. Tako. In zdaj tole prepognemo lepo na polovičko. Tukaj si lahko pomagamo s svinčnikom, da naredimo en tak lok, polkrog lok. Tak lok, tako kot so tačke. In sedaj to obstrižemo, in ker imamo prepognjen listek, pomeni, da bomo dobili, ko odpremo, 2 tački. Ste videli? Zdaj pa potrebujemo še tele zadnje tačke, te pa lepo izstrižemo, tudi tukaj gremo lepo naprej, da je tako, damo na polovičko, da bomo imeli tačke. Dovolj bodo tako velike. Ja. Zdaj tukaj damo na polovičko, kar izstrižemo in spet tukaj izstrižemo tak polkrog lok za zadnje tačke. Naš zajček potrebuje tudi repka. Repki pri zajčku so taki okrogli, luškani, cofkasti. Če nimate cofka, lahko tega takole izdelamo iz papirja. Bo dovolj, ker ga bomo potem, lahko ga že sedaj, takole prilepimo na eni strani, drugo stran pa takole samo zavrtimo, da dobimo takle val. Tako, in pridržimo, da se prilepi in naš repek je narejen. Če se vam zdi prevelik, ga malo odstrižete. Oči imam sedaj tele, ki si nalepijo potem
na glavico. Na glavico bom pa naredila še en tak smrček, ampak da bo moj zajček malo bolj obarvan, bom vzela še belo barvo, da ne bo samo enobarven. In bom tukaj tudi smrčka, en tak krogec, ker bo imel naš zajček, bo imel tukaj okoli smrčka belo barvo. Evo, ta bo ravno prav. In v ušesa bi mu rada v uhlje dala tudi tako belo barvo. Tako da mislim, da bo tole kar dovolj. In izstrižemo ene takele še manjša ušeska, kot so ta, da potem prilepimo notri, vidite? Ja? Tukaj pa malo še okrožimo. In še na drugem. Tako, če se vam zdi, da je treba še kaj popraviti pri uhlih, še lepo obstrižemo, tako. Kako bo luškan tale naš zajček. To imamo, učke imam. Potrebujem pa tudi kakšen flomaster ali pa barvico, voščenko, karkoli imate pri roki, zato da bomo narisali še brke in pa smrčka. Najprej bom zalepila tele uhlje. Takole. Vzameš lepilo in prilepiš. Če se ti pa zdi, lahko tudi tako, ne? Če se ti pa zdi, da so tudi teli zunanji uhlji malo niso lepo obstriženi, jih tudi popraviš. Evo, in sedaj še naš smrček. Jaz jih bom malo lepo obstrigla, da bodo še malo lepši. Kaj nam še manjka? Se pravi oči. Nekateri učki imajo že zadaj tak lepilni trak, ki se ga da dol. Odlepimo tako nalepko in je spodaj že lepilo in lahko uček samo prilepiš. Se lahko prilepi, če pa nimate, pa narišemo tako kot sem jaz. Evo. In lepo prilepimo učke. Ok, sedaj pa potrebujemo še smrčka. Da pa bo naš zajček migal, pa potrebujemo še en košček, lahko je tak košček, tak pravokotnik, ki ga bomo dali najprej na polovičko, prepognemo in potem še tega nazaj in še na drugi strani nazaj do. To je ta element, taka harmonika, ki nam pomaga, da potem zajčkova glavica miga. Sedaj pa lahko prilepimo najprej glavico. Tako, in poglejte ga. Kako miga z glavico, ste videli? Ja, še tukaj. Zdaj pa kar hitro, veselo na delo in pošljite nam kakšno fotografijo. Pa samo 50 centov sem našel v svojem žepu. Pa mi je čokolad zmanjkalo z lešniki, ampak 50 centov pa ne bo dovolj, ne? Bom se jaz probal pričarati iz teh 50 centkov malo več denarja. Mogoče mi bo uspelo. Pa da vidim. 3, 4 in takšen poseben upih. Mogoče pa je to ključ od zaklada, s katerim si bom lahko kupil polno čokolad, kajti v zakladu je ponovadi zelo veliko zlatnikov in kovancev in vsega tega, kar jaz potrebujem za svoje čokolade. Ampak vas najbrž zanima, kako sem jaz do tega kovanca sedaj prišel, kaj ne? No, vam bom pokazal. No, poglejte, na eni strani je ključ, na drugi strani pa je prilepljen kovanček. Tako, ja. Zdaj, kovanec je lahko poljubne velikosti, ampak morate paziti, da bo kovanec ustrezal tudi velikosti ključa. Jaz sem ugotovil, da za ta ključ potrebujem točno kovanec za 50 centov in potem, a vidite, tukaj imam lepilni trak in na lepilni trak nalimam kovanček in to je to. To je vse, kar potrebujete. In potem kovanec položite na vašo dlan,
pokrijete, s kazalcem pokrijete tale del ključa in rečete mamici ali pa atiju ali pa babici ali pa detku, poglejte, jaz imam kovanček in sedaj si bom pričaral nov kovanček. Imam tudi čarobni vpih. Zaprete, potegnete ven vaš kazalček, tukaj obrnete, odprete tole dlan, da vsi vidijo, da nimate nič notri in potem pokažete, da imate na mesto kovančka lepo ključ. Saj bo šlo, kaj ne? Z malo vaje boste postali veliki mojstri. Tako da lepo vadite in prepričan sem, da bodo nad tem trikom vsi zelo navdušeni. Naslednjič pa spet kaj novega. Petka! Tjaša, hvala za bombone. Ja, sam si jih moraš prislužiti. Ja, zakaj je tale skodelica prazna, me zanima? To je pa zdaj nov izziv minute. A to je zdaj izziv minute? Ja, to je že izziv minute in tega nam je spet pripravil Miha. Nisem pa mislil, da si mi povabila sem na bombone jesti. Tisti, ki bo zmagal, lahko poje vse bombone. O, A bo super. dober? Ja, super. Ja, in še pomiri se z Mihatom, ker Miha to zelo dobro. Upam samo, da jaz nimam alergije na te bombone, ampak okej. Ak bo že. Kako pa tole gre? Zdaj ti pa pokažem. Okej. Vzameš slamico, bombončke, ne, barvaste, Aha. in potem vdihneš. Vidiš, da spustiš. Joj, še dobro sem se že ustrašil, da jih moramo čez slamico pojesti. Ne. Pa bi so preveliki. Tako da v eni minuti kdo več bombončkov spravi iz te skodelice v to Kaj pa, prazno. če jih vse, pa jih potem moram še v drugo nazaj? Lahko, ja, tako bravo, Charlie. Če sem prehiter, recimo, ne? Zelo dobro. Nič, predlagam, da kar začneva. Jaz tudi pa ne smeš biti v prednosti, mora biti izenačeno. Vdihneš tako, da se ti tale bombonček prilepi in držiš vdih, dokler tukaj ne spustiš v drug kozarček, ki pravi prav. Ok, Sva? sva. In začnemo. Na 3, 4, zdaj. Gremo. Ja, kar težko. Kot sesavci, ja? Stop. Kako sem zadihan. A ne? Ja, Tjaša. Kaj? Ja, to je pa kar težka naloga. Poglej, koliko jih imaš. Misliš, da jih imam več kot Jaz pa ti? toliko malo. Dajva jih prešteti. Je, ker imaš večja pljuča kot jaz. Ja, morda. Dajva Joj. prešteva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 11. Ampak Se pravi- veš kaj, Charlie? Ti poješ vse bombone, in tvoje in moje, Ne. ker si zmagala. Jaz bi to kar tebi dala. A res? Ja, zato O, ker si se ful tako dobro dobro. boril. Super, Lahko Tjaša. ti in Miha skupaj pojeste. Ja. Ali jih pa, veš kaj, jaz bi jih razdelil med otroke. Ja, Ja. lahko pridete. Pridite na Pa še vi obisk. kakega dobite. Čau! Danes vam bom prebrala čudovito ljudsko pravljico z naslovom Babica in Rute. Na vrhu gore je stara majhna hišica in v njej je živela babica. Bila je zelo stara. Oblečena je bila v dolgo krilo, pleteno jopico, na glavi pa je imela ruto. V hiši je stanovala sama, vendar ji ni bilo nikoli dolgčas, saj je imela veliko prijateljev. Zajčke, srnice, medvede, veveričke, lisičke in drobne ptičke. Pomagale so jim pri delu. Kadar je bila bolna,
so ji veverice kuhale kosilo, medved je nosil drva in kuril peč, lisičke so pospravljale stanovanje, srnice so ji prale perilo, ptičke pa so veselo prepevale. Prihajali so k njej na obisk in babica je rada poklepetala z njimi. Imele so jo rade tudi zaradi njenih 4 rut, ki jih je nosila na glavi in ki so naznanjale letne čase. Kadar je imela zeleno ruto, je vsa narava ozelenela. Vse je cvetelo. Poleti, ko so zorele češnje in so se začele počitnice, je nosila rdečo ruto. Ko je bilo vse pisano v gozdu in sadovnjaku, ko je zorelo sadje in sladko grozdje v vinogradu, je imela rumeno ruto in belo tedaj, ko je hribe in doline zametel sneg. Najbolj jim je bila všeč tedaj, ko je nosila rdečo ruto. Prav tako pa so težko pričakovali, kdaj si bo nadela belo ruto. Jesen je že minila, gosta megla je legla na zemljo, babica pa je še vedno hodila v rumeni ruti. Otroci so se zbrali pod goro in zaman pogledovali k babičini hiši. Čakali so, kdaj se bo prikazala z belo ruto na glavi. Le, kaj je z našo babico? So se spraševali. Zakaj še nima bele rute, da bi zapadel sneg, da bi se sankali, kepali in smučali? Tudi živali so se že pripravile na zimo in zdaj samo čakajo in čakajo. Čakali so in čakali, hodili k gori vsak dan, babica pa je še vedno nosila rumeno ruto. Potem pa se je Janezek spomnil. Napišimo babici pismo in ji sporočimo, da je najlepše takrat, kadar ima belo ruto. In res so napisali pismo, poklicali ptičko in ji dali pismo, da ga odnese na goro. Ptička je vtaknila pismo v kljunček in odletela k babičini hišici. Potrkala je na okno in babica je odprla. Prebrala je pismo, se prijela za glavo in prestrašeno rekla: Hata, čisto sem pozabila, da še vedno nosim rumeno ruto. Ubogi otroci so gotovo hudi name, pa živalim je verjetno vroče v zimskih kožuhih. Medved še gotovo glasno zeha in brunda po gozdu, ker je zaspan. Veverica sedi v svojem gnezdu, pojedla je že precej zaloge za zimo, snega pa od nikoder. Ptičke so že zdavnaj odletele v tople kraje. Ježek pod korenino zaman kuka iz svojega brloga, kdaj bo začelo snežiti, da se bo lahko zvil v klobčič in sladko zaspal. Tudi polhi pogledujejo proti nebu in glasno zehajo, ker so zaspani. Babica je hitro odšla k omari, vzela belo ruto in si jo nadela ter stopila na prag hiše. Otroci, ki so sedeli pod goro, so si oddahnili. Pomahali so babici v zahvalo, potem pa veselo skakali za snežinkami, ki so v trenutku pokrile hribe in doline. Vsi so tekli po sanke in smuči. Babica pa je sedla za toplo peč in gledala v dolino, kjer je bilo vse veselo. Obljubila si je, da ne bo nikoli več pozabila zamenjati rute. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse 3. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam